Hej, že od trenutka, ko sem prvič objavila sliko z daljšimi lasmi, konstantno dobivam vprašanja, kako imeti keratinske podaljške, kako je skrbeti za njih, a jih lahko barvaš, a jih lahko smeš v čop in še dosti drugega. In kako lažji način vam vse povedati, kakor pa tako. Torej, keratinski podaljški. Prvič sem jih imela že 6 let nazaj, tam nekje. Takrat sem preizkusila, kar vas tudi dosti zanima, če se jih da barvati. Bila sem namreč peroksidno blond, naravna črnolaska, tako da sem hotela tisto barvo vzdrževati, sem mogla res dostikrat pobarvati, dosti belega šampona uporabljati in vse to. In se da. Je najbolj priporočljivo za podaljške? Jaz bi rekla, da ne, in da če bi še enkrat šla sama skozi to, jih ne bi toliko barvala, ker se mi zdi, da tudi sam videz podaljškov se z vsakim barvanjem uničeval, ker vseeno je to pravi las in pomislite same, kadar ga barvate svoj naravni las, vedno bolj pogosto, kako izgleda, kako je sušen. A potrebujejo podaljšani lasje neki ekstra nego? V preteklosti sem tudi sama mislila, da moram uporabljati šampone zgolj in samo brez sulfatov. Vedno sem kupovala nekega od Lusha, trdega, v milu stil, ne vem. Sem kupovala posebne balzame in vse. Zdaj je pa, kar sem se malo pozanimala, dejansko tako, da ja, fajn je, da imaš kvalitetno nego, fajn je, da nekoliko več vložiš v svojo nego, ampak ni pa potreba. Je dejansko tako kot s svojimi lasmi. Če hočeš imeti kvaliteten las, če hočeš imeti lep las, boš pač malo več vložil v to. Če pa si na nekem budžetu, kakorkoli, ne boš cvrlo ali uničilo vezi ali karkoli, če porabiš tudi nek drugstore šampon. Jaz vem, da prve 2 ali 3 dni mi je lik zmanjkalo mojega, bila sem v džimu in sem si mogla hitro umiti lase in sem si samo tekla v sosednjo trgovino enega kupiti res za evro ali 2. Najbolj poceni šampon po moje karkoli. In potem sem še 2-krat, 3-krat ga uporabljala in lasje so bili še vedno lepi, nič razceprani, nič takega. Ja, bi bilo bolj pametno, da bi kak bolj močen balzam ali pa masko tudi uporabila, ampak očitno mi ni glih uničila las. Drugo, kar vas zanima, a se vidi vezi, kadar imam lase v čopu. Kakor veste, sem trenerka in večino časa preživim v džimu, kjer so moji lasje speti. In tako bom rekla, jaz sem, takoj ko sem prišla k Viti in rekla, da bom imela lase večino časa v čopu, najverjetne, tako so tudi same poskrbele, da mi niso šle previsoko, da sem tudi vprašala, na kateri strani imam ponavadi prečko, da se ne lih vidi vezi. In pa poizkusile smo že tam, kako bi izgledalo v čopu, tako da so res pazile na to. Je pa res, če greš previsoko in si potem narediš visok pol, niso verjetno videlo. Ja, pri svetlolaskah se dosti bolj opazi, pri temnolaskah se mi zdi, da se to še nekako zakrije, ker vem, da kdaj sem že jaz celo opazila, kar vem, da jih imam, kaj še nekdo, ki samo mimo šel, potem, ko sem res šla blizu ogledalo se pogledati in sem enega videla. Tako da se da prikriti. Ja, moraš paziti potem tudi, kako si zavežeš, tudi jaz, odkar imam podaljške, se večkrat v džimu odločim, da imam raje kito pri strani, kakor pa spete lase, ampak ja, to je to. Je boleče. Poznam dosti primerov, ki punce kak teden potem, ko si opravijo postopek, to ni postopek, ko si podaljšajo lase, imajo še kakšne migrence, rahle glavobole, vseeno morate razumeti, ve same, ko si vse predstavljam, las neki cuka. Naenkrat je neki dodane teže gor in nisi navajena in zato bo glavobol. Meni prvič, ko sem šla delati, vem, da mi je bilo zelo prijetno spati, naenkrat tisti prvi dan, ko občutiš. Zdaj, kar sem šla delati, pa ja, sem občutila malenkost glavobola, prvi dan oziroma drugi, potem pa nič, ne moti me niti, ko spim, ne nič. Kako spati, zdaj sem se spomnila, spet v preteklosti je bilo meni rečeno, da ko imaš podaljšane lase, jih moraš obvezno spet, ko spiš, obvezno jih imeti zelo zategnjene ali kakorkoli, ne zategnjene, pardon. Ampak pač, da morajo biti pospravljeni stran. Po pogovoru z Vito sem ugotovila, da ne, lase imaš lahko tudi spuščene in oh my god, kak je to prijetno. Ni tistega zvezovanja, vsak res po noči, čeprav polabljam olje na obrazu, tako da imam rada lase stran od obraza, vseeno me tisto zategovanje in da pol spiš na čopu, tudi če je nizka ali karkoli mi je bilo neprijetno. Tako da zdaj vem, da ne rabi me biti toliko strah, je res dosti bolj prijetno. Si jih lahko ravnaš, likaš, seveda. Spet bodi pozorna, to so naravni lasje. To je tako, kot da bi svoje naravne. Tako da res nočeš overdoati, sem rekla, medtem ko imam zlikane lase.
Ampak ja, se zavedamo vse, da itak, ko boš imela dolge lase, je veliko večja verjetnost, da jih boš imela večkrat spuščene lase, ki boš večkrat želela kodrati, večkrat želela likati. Ni konec sveta, uporabi zaščito ali pa preprosto zelo dobro skrbi za lase z maskicami, olji in vsem tem. And you're good to go. Nekaj, kar ni v povezavi s podaljški, se mi zdi pa common knowledge, kar sem pa opazila, da ni tako common. Ne rabiti se šamponirati cele dolžine las. Jaz imam zdaj kar dolge lase in že tak je pranje kar dolgo postalo, ni več 20 minut, ki je to. In če pomislim, da bi si dejansko šamponirala še cel del, ne. Druga stvar, če se ti šamponiraš cel del, izsušiš lase. Morate pomisliti, ok, to niso moji naravni, ampak vseeno, te lasje dobijo najmanj olja. Ko se ti lasje zmastijo, se te pri vrhu glave. Torej moraš te pustiti, da imajo čim več hranil, kolikor lahko. Zato tudi se priporoča vedno šamponiraj zgornji del las, balzam na spodnji. Če boš ti dala balzam na vrh, ja, jaz zdaj zaradi tega, ker moji sodo tu nekje, kak je to čudno videti, se potrudim, da minimalno balzama dam tudi na te svoje, ampak res pazim, da ne grem čez to mejo, ker več balzama, ko si daš pri vrhu lasišča, bolj hitro se ti bodo mastili lasi. Kako si česati lase? Jaz imam in Tangle Teezer, ki ga trenutno nimam s sabo, ker ga imam v gymbagu, in pa preprosto krtačo, mislim, da za €1,50 z Tedija. Sicer zdaj zna biti, da me bo Vita kregala, ko vidi to, ampak lahko povem, da deluje. V preteklosti sem kupovala, torej kar sem imela že podaljšane lase, krtače za 20–25 € res komplicirala, ker sem vedela, da česanje las je res ena najpomembnejša stvar, kadar si ti podaljšaš lase. In sem hotela investirati vse, kakor sem rekla, kupovala sem tudi šampone za 40–50 € z Lush, ki so zelo smrdeli, ampak vseeno, vse sem bila pripravljena narediti, samo da bo čim dlje živeli las, do tega še pridemo, koliko dolgo jih dejansko lahko imaš. Ampak ja, krtača s Tedija za € ali €1,50 tam nekje, it gets the job done. Kar je tudi pomembno pri krtačenju las je, da greš čez čepke. Torej, da ne krtačiš samo tukaj, ampak da dejansko greš od vrha do konca. Poleg tega, če se ti, meni se še ni in fingers crossed, da se ne bo, ampak če se ti slučajno kateri dve vezi zavežete oziroma naredite vozliček, samo potegnijo narazen, ni nič hudega, ni nič čudnega. Torej, glede na to, da sem že začela, kako dolgo lahko podaljške imaš, dejansko, kar jaz največkrat odgovorim, je, dokler te ne začnejo motiti. Kaj ste mislim? Podaljške lahko imaš vse od 4 mesecev do 9, ni neke omejitve, ampak zaradi čepku, na katere so lasje pritrjeni, te čepki, ko tvoji lasje rasejo, raste tudi to, kje je čepek. In verjamem, da nobena si ne želi videti tukaj čepka, da kar ima spuščene, so potem vmes čepki in izgledajo kot neki dredi na sredi las, samo tako eno. Zato se dejansko menjuje. Če pa ti res lepo skrbiš za lase, kakor sem rekla, uporabljaš maske, olja, jih neguješ, kakor bi svoje naravne, ti lahko zdržijo tudi 9 mesecev, oziroma dokler se ne vličaš spet. Tu smo temno laske, mislim, da malo v prednosti, ker sama sem opazila pri temnih laseh, kakor sem rekla, se ne vidi toliko čepku in lahko malo podaljšamo. Jaz bom po moje imela svoje podaljške do nekje, mislim, da sem si takrat izračunala. Marc, april, tam nekje. Bi si še podaljšala, neverjetno ja, da sem odgovorila tudi na tvoje vprašanje. Če nisem, da ga zapiši v komentarje in ti bom poskusila tam odgovoriti, da dejansko je to public, ker vem sama, preden sem si šla, da sem hotela slišati čim več mnen. In tudi sama, če imaš izkušnjo ali dobro ali slabo s podaljšanimi lasmi, zapiši to spodaj, kakor sem rekla, dodatno mnenje vedno pride prav pri takih zadevah. In pa ne pozabim, Vita, če se odločiš iti k njej, mi je podarila kodico Aleksandra25, oziroma da ji preprosto poveste, da ste prišli preko mene do nje in vam da 25 € popusta za podaljševanje las. Cene so po standardno od 250 do 450 €, tako da se kar splača teh 25 €. Ne, nimam nič od tega, je pa Vita res bila toliko prijazna, da ko je videla vaše navdušenje, mi je to podarila, tako da dajte izkoristiti, jaz bom tudi. In se vidimo drugič. Čau, čau!